Najlepša hvala za to predstavitev, Robertu. Jaz bi mogoče za začetek vam postavila nekaj vprašanj. Dvignite roko tisti, ki mislite, da je motivacija pri delu pomembna. Ok, v redu, nas je kar nekaj, no. Kaj pa se vam je mogoče že kdaj zgodilo, da ste imeli mogoče v vašem timu človeka, ki ni bil ravno motiviran in je delal bolj na tistem minimumu, ki ga je zmogel? Ste imeli kakšen tak primer? Ok, tukaj vas je že manj. Kaj pa mogoče ste imeli nekoga, ki je bil zelo sposoben, ampak ste videli, da dejansko ne utegnete izkoristiti vsega njegovega potenciala? Ja? Ste bili mogoče vi tisti? Ki ste bili tako sposobni? Ni treba dvigati roke, če je vaš šef v dvorani, no? Tako da ne bomo kdo imel potem težave. No? Ste se že kdaj spraševali, zakaj se to v bistvu dogaja? Zakaj nekateri ljudje delajo na desetki in nekateri ljudje delajo na dvojki ali na trojki? Ste se že kdaj spraševali? Ja? Ne, se niste spraševali. Ja? Ne? Ja, ok, v redu. No. In to je tematika današnjega, tega zadnjega, bom rekla, našega pogovora. Zakaj nekateri delajo na desetki in drugi delajo na dvojki. Ampak preden pridemo na samo vprašanje motivacije, bi vam jaz povedala eno zgodbo, ki se mi je zdaj zgodila v soboto. Ste gledali finale Lige prvakov? Ja, ok, super. Jaz nisem navdušen nad nogometom, gledam samo svetovno prvenstvo, tako da tega nisem gledala, ampak moj sosed Marjan je en velik navdušen nad nogometom in je pač pripravil žar in so pekli čevapčiče in je imel tam pripravljeno za 10 ljudi, za 10 gostov in so v bistvu gledali to tekmo. In jaz sem pač poslušala, kako navijajo, vzklikajo in tako dalje. In potem enih 10 minut pred koncem tekme se je zgodilo nekaj čudnega. Kar naenkrat se je tam zagnal en vik in krik in so začeli vsi noreti. Jaz sem pogledala skozi okno in sem pogledala, kaj se dogaja in vidim, da televizija ugasnila. Črn ekran je bil. In potem so bili teh 5-6 moških, ki so se tam razburjali in so se prerekali in potem vidim naenkrat, ko gre v televiziji in se da na kolena od spredaj in začne tako moliti, ne? Ker mislim, da so bili tisti odločilni gol, da je bil ravno na koncu, ne? Začne tako moliti pred to televizijo. In potem vidim enega drugega, ki gre tja, pa začne to televizijo božati, ne? In se z njo pogovarjati. In potem vidim enega, ki ima tega daljinca in tudi štrka po njemu, pa nekaj tovče po njemu, pa tako dalje. In potem je bil en tak hrust velik, ki pride v televizije in naredi tako tuf, ne, taka ruska metoda, ne, in tudi tista ni pomagala. In to se pač dogaja na par minut, potem pa pride Marjanova žena, Agata, skozi vrata in reče, Marjan, ni elektrike. In potem dejansko so ugotovili, da televizija ne more delati, zato ker nima elektrike. In veste, podobno je pri motivaciji. Motivacija je kot tista vaša televizija. In če ni elektrike, ne deluje. Elektrika je pa vodenje. To se pravi, to, da televizija ne deluje, je posledica tega, da ni elektrike. To, da motivacija ne deluje, je posledica slabega vodenja. Okay? Če imate ljudi, ki niso motivirani, niso dovolj motivirani, delajo pod svojimi sposobnostmi, je zato, ker pri vodenju nekaj zgrešite. Ko mi je Robert predlagal, da bi jaz predavala na tem današnjem seminarju, je bila pač njegova ideja, da bi predavala o motivaciji. In jaz sem rekla, Robert, jaz že 10 let v Sloveniji na vseh seminarjih razlagam, da je motivacija brez veze. Da mi se moramo pogovarjati o vodenju in ne o motivaciji. In potem mi je Radovan naredil prej eno veliko uslugo, ki je rekel, da vsi pričakujo čarobno palico na področju motivacije. In tako da me v bistvu vas je že pripravil na to, da tudi od mene ne boste dobili čarobne palice. Je brez veze, da vas jaz učim štrkati po tem daljincu, kako se upravlja televizijo, če ni elektrike. Prav? Tako da jaz vam bom danes razložila, kaj se dogaja v naših glavah, kako motivacija funkcionira, potem pa boste vi premislili, kako boste skozi vodenje te informacije uporabili. Prav? Ni receptov. Kdor vam predava o tehnikah motivacije, vas uči napačne stvari. Ni receptov. Ne moreš z upravljalnikom reševati televizije, ki nima elektrike. Je ne moreš prižgati na takšen način. Prav?
Če se hočemo pogovarjati o motivaciji, mogoče ta prva stvar, ki jo treba razrešiti, je to, kaj sploh je motivacija. Ko rečemo, da je nekdo zelo motiviran, kaj mislimo s tem? Imate kakšno idejo, kakšen odgovor? Ok. Jaz poznam veliko ljudi, ki imajo visoke cilje, ampak se mi ne zdijo zelo motivirani, ampak ok. Visoke cilje, ki izpolnjujem, ampak recimo, če imamo en tak drug, moče, da vam malo pomagam. Jaz imam veliko direktorjev, ki mi reče, veš, rezultati so za nič, ampak oseba je zelo motivirana, se trudi, vsi to mi razlagajo že 15 let. Oseba je zelo motivirana, se trudi. In prva napaka, ki jo imamo mi pri motivaciji, je, da večkrat enačimo motivacijo s trudom. Kot je povedala tukaj že gospa, motivacijo sestavlja več stvari in trud je samo ena izmed teh stvari. Jaz se lahko zelo trudim. Imam recimo enega kolega, ki se zelo trudi. Trudi se, da v službi ne bi slučajno naredil več, kot ga plačajo. Ampak on se zelo trudi, veste. Potem imam drugega kolega, ki se zelo trudi. In se recimo zelo trudi, ko organizira počitnice za svoje otroke. In se zelo trudi, ko dela v gasilskem društvu. Ampak ko gre v službo, nekako ti si trud zmanjka. To se pravi, ti se lahko trudiš za različne stvari, ampak ključna je smer. To se pravi cilji, ki jih ti imaš. Če se ti trudiš v smer, ki je za to organizacijo, to podjetje, ta oddelek relevantna. Ti se lahko tudi trudiš in ne vidiš ciljev, so ti španska vas, te ne briga, tebi je dovolj, da se trudiš, zato ker itak še vidi, da se trudiš, ne? In ti ne moreš, da se ne trudiš in da nisi motiviran. In če rezultatov ni, pač koga briga, saj to ni tvoj problem. Prav? To se pravi, motivacija je sestavljena iz truda, iz smeri. In tretji del, ki se meni zdi najbolj pomemben in na katerega zmeraj pozabljamo, je vztrajnost. Človek, ki je motiviran, bo nekaj poskusil. Mu ne gre, bo padel, kaj bo naredil? Bo vstal, poskusil še enkrat. Ne gre, bo padel, vstal, poskusil še enkrat. In tako dalje. Se spomnite Edisona? Ja, ok. Edison, ki je iznašel žarnico, je testiral 3000 teorij, v redu, in je testiral 6000 različnih materialov za ono nitko, ki jo mi vidimo v žarnici. Preden mu je ta žarnica gorela 15 ur. In potem je 2 leti še naprej testiral, zato da je prišel do tega, da je tista žarnica gorela 1500 ur. Okay. Lahko vzamete tudi kakšen njegov drug izum, recimo baterijo. Je naredil 10.296 poskusov, preden je tista baterija delovala. Ključnega pomena pri motivaciji je vztrajnost. Človek je motiviran takrat, ko mu ne uspe, vstane in poskusi še enkrat. To je bistvo motivacije. Ne samo to, da se trudiš, ampak da imaš cilj, da imaš smer in da potem vztrajaš, dokler ne uspeš. Zdaj, mogoče najbolj enostaven način, da vam jaz razložim, kako funkcionira motivacija, je, da si jo predstavljate kot hišo. Pa recimo, da imam jaz zdaj načrt, imam gradbeno dovoljenje in bom začela to hišo graditi. Kaj najprej zgradimo? Streho? Temelje. Ok. Zakaj moramo zgraditi najprej temelje? Zato, da bo trdno stala. Če nimamo temeljev, hiša ne bo stala. Okay. Temelji pri motivaciji nosijo ime enega zelo, zelo znanega znanstvenika, se imenuje Friedrich Herzberg. To je eden od redkih ljudi, ki mu je uspelo, da so v Harvard Business Review, ki je najbolj kotirana poslovna revija na svetu, isti članek objavili 3-krat. Prvič v 60 letih, drugič v 80 in tretjič po letu 2000. Herzberg je povedal eno zelo, zelo pomembno stvar. Je rekel, da se mi vsi motimo, ko mislimo, da motivacija funkcionira tako,
da v bistvu smo zadovoljni, potem smo malo manj zadovoljni, pa še malo manj zadovoljni, pol nismo nezadovoljni, nezadovoljni, potem smo malo bolj nezadovoljni, potem smo še malo bolj nezadovoljni in potem smo zelo, zelo nezadovoljni. To se pravi, on je rekel, da se mi motimo, ko mislimo, da na isti premici imamo na eni strani zadovoljstvo, na drugi strani nezadovoljstvo in mi smo nekje vmes. On je rekel, zadovoljstvo in nezadovoljstvo sta dve različni zadevi. To je tako, kot mi razmišljamo. Takole razmišlja Herzberg. Pravi, da nezadovoljstvo in odsotnost nezadovoljstva je ena pesem, zadovoljstvo in odsotnost zadovoljstva je druga pesem. Meni je to bolj jasno, če si zadevo predstavljam tako. Če imam en koordinatni sistem, tukaj gor imam zadovoljstvo, tukaj gor imam nezadovoljstvo. Z vso to blazno teorijo nam hoče Herzberg povedati samo eno stvar. Tisto, kar vpliva na to, da so ljudje nezadovoljni, ni isto kot tisto, kar jih motivira. In če ti želiš ljudi motivirati, ti moraš najprej v tvoji organizaciji odpraviti nezadovoljstvo oziroma zrihtati tiste ključne vzroke nezadovoljstva. V bistvu, če hočemo biti tukaj gor, če hočemo imeti pač zaposlene, podrejene, sodelavce, ki so zadovoljni, moramo najprej rešiti vse tole. In šele potem bomo lahko prišli tja gor. Okay? To se pravi, je brez veze, da se mi ukvarjamo z motivacijo naših sodelavcev, če nismo zrešili vzrokov nezadovoljstva. In Herzberg pravi, da tisti vzroki, ki povzročajo nezadovoljstvo, se imenujejo higieniki. Okay? Če imate mogoče malo asociacijo na to, da je treba vaše delovno okolje počistiti, higiena, v redu. In potem, ko počistimo delovno okolje, ko imamo higienike poštimane, potem se lahko ukvarjamo z motivatorji in imamo motivacijo. Zdaj vas sigurno zanima, kateri so higieniki, ne? Kateri so motivatorji, res? Ne, če vas ne zanima, grem kar naprej. Ja ali ne? Ja, okej. Higieniki so tisti, ki odpravljajo nezadovoljstvo. Zaslužek je higienik, denar je higienik takrat, ko ga dejansko nimaš dovolj za svoje preživetje vsakodnevno. Ko vsak dan skrbiš, kako boš pač plačeval položnice. Ko se v bistvu v službi ne moreš skoncentrirati, zato ker enostavno imaš premalo denarja. Tako zelo poenostavno povedano. V teh primerih je denar higienik. Druga zadeva, ki je zelo pomemben higienik, če so medsebojni odnosi zelo slabi. Če imate zelo slabo vzdušje, če ljudje razmišljajo zjutraj, da moram spet v službo, ne? To je potem en velik problem. Politika podjetja, če ste zelo zbirokratizirani, če imate neke postopke, ki nimajo nobenega smisla, če imate neka pravila, ki grejo ljudem na živce, to je potem en velik problem v podjetju, povzroča nezadovoljstvo. Kontrola dela, če je preveč ali pa če je premalo. Če ti nekdo ves čas gleda pod prste, kaj delaš in kaj ne delaš, ali pa če nikogar ne briga, kaj delaš. Zdaj, to zgleda malo ekstrem, mogoče za vas, ampak jaz sem to enkrat v življenju preizkusila. 2 meseca sem hodila v službo, v 2 mesecih nisem srečala nikogar, sem imela svojo pisarno, nihče ni vedel, ne če prihajam, ne če ne prihajam, ne če delam, ne če ne delam, nikogar ni brigalo nič. Po 2 mesecih postaneš depresiven, ker nobenega ga ne briga, kaj se dogaja s tabo. Se pravi, kontrola dela v obeh ekstremih. Ne? In potem imate primer delovnih razmer. To vam lahko tudi iz družinskega okolja povem. Moja mama dela v bolnici, ne v Sloveniji, in dela na enem hodniku, ima pred sabo mizo, 2 telefona in vrsto ljudi, ki se seveda na njo jezijo, ker pač zamujajo vsi v bolnici. In na tistem hodniku je med poletjem med 40 in 60 stopinj, okn ne more odpreti, zato ker to je en briljanten arhitekt pač moderno naredil, da se okna odprejo, klima je pa pokvarjena že ne 4 leta. Ne? To so potem delovne razmere, kjer v bistvu ti težko delaš. Zakaj sem vam to zdaj razložila? Zato ker ti higieniki, ki jih imate tukaj napisani, tale del, je predpostavka, da se mi sploh pogovarjamo o motivaciji.
In to so naši temelji hiše. V redu? Mi v teh temeljih hiše se ukvarjamo predvsem z nezadovoljstvom. Prav? Moramo odpraviti ključne vzroke nezadovoljstva v največji možni meri, kot lahko. Ko smo to zrihtali, se lahko ukvarjamo z motivacijo. Potem ima Herzberg še en kup motivatorjev, ampak o tem mogoče bi vam jaz malce drugače razložila, bo mogoče malce bolj jasno. Zdaj, gremo naprej graditi hišo, ne? Gremo zgraditi prvo nadstropje. Pritličje, ja, imate prav. Pritličje. Evo. V pritličju ste pri motivaciji ključni vi kot vodje. Prav? Kdo od vas misli, da so ljudje v osnovi leni, nezanesljivi, neodgovorni, da ne moreš na njih računati? Ne bom vprašala, boste dvigali roko? No, ok, bom drugače vprašala. Kdo od vas misli, da so nekateri ljudje leni, nezanesljivi, neodgovorni? O, no, super, zdaj pa vas nekaj vidimo, no. Potem nekateri izmed vas tudi mislijo, da so nekateri ljudje zanesljivi, odgovorni, samostojni, da jim je pomemben osebni razvoj. Poznate kakšne take ljudi? Ja, ok. Zdaj tisti ta prvi, ne, ki so nezanesljivi, neodgovorni, leni, ne moreš na njih računati in predvsem delajo samo tisto, kar je v njim korist, pašejo v tako imenovano teorijo X, ne, ljudi. Tisti, ki so potem samostojni in zanesljivi in pač se zavzemajo za dobrobit vaše organizacije, za cilje in tako dalje, pašejo v tako imenovano teorijo Y. Prav? In potem se je našel nek gospod, ki se imenoval Shine, pomeni, da sveti, meni je to ime vedno zelo všeč, ki je rekel, ma veste, meni se zdi, da ti dve teoriji sta bolj takole. In rekel, meni se zdi, da je zelo pomembno, v kakšnem okolju si ti in kako ljudje delajo s tabo. In da če te obravnavajo kot kriminalca, se potem tudi ti obravnavaš, se tudi ti obnašaš kot kriminalc. In če te obravnavajo kot svetnika, se tudi ti obrašaš kot svetnik. In tole se imenuje socialni pristop. Eden od hudih psihologov današnjega časa, Robertson, ki je predaval na univerzi 40 let, je rekel tako, če pogledam svojo predavalnico študentov, bi rekel, da je približno 40% tistih Y-ovcev, to se pravi ljudi, ki si želijo rast, ki so zanesljivi, ki si odgovorni, ki si prizadevajo pri delu. Približno polovico predavalnice, torej 50%, sodijo v to tretjo skupino. To se pravi, je od mene odvisno, kako se bojo obnašali pri študiju, na kakšen način bojo pristopili k študiju. In približno 10% je v njih v teoriji X, ki so leni, nezanesljivi, si nimaš nič kaj pomagati, in rekel, ti ponavadi sedijo v zadnjih vrstah predavalnice. No, evo, eden nam že maha tam zadaj. Zdaj, tukaj je malo drugače, ne, ker niste imeli možnosti izbire, ampak če se spomnite mogoče vaših študentskih let, mogoče tam dobite kakšno asociacijo. Zakaj vam zdaj to razlagam? No? Zato, ker vsaj 50% ljudi, ki jih imate v vaših timih, se odzivajo na vaša pričakovanja. Prav? In vi, zato ste vi tukaj v prvem nadstropju, ste tisti, ki v bistvu se odločate, koliko bojo oni motivirani s tem, ko imate določene pričakovanja. Če imate pričakovanja, da bojo oni dobro delali, če ste prepričani, da bojo dosegli cilje, če ste prepričani, da se trudijo, če ste prepričani, da so zelo vztrajni, če ste prepričani, da so pravi za to nalogo, potem se bojo oni tudi tako obnašali. Če jih boste imeli kot kriminalce, ki jih je treba kontrolirati na vsakem koraku, preverjati, da ne kradejo, preverjati, da ne lažejo, preverjati, da ne delajo za konkurenco, se boste vsak dan spraševali, če ne dobita slučajno previsoko plačo za tisto, kar dela, potem dejansko se bojo oni začeli tako obnašati. In zdaj, če naredite matematiko, 40 Y-ovcev, pardon, 40% tukaj, 50%, na katere vi vplivate, je 90% vaših problemov motiviranja že rešenih. Okay? 40, ki se motivirajo sami,
50 zato, ker imate vi pravi pristop. In potem imate še teh 10%, od katerih 5 vam je pomagal rešiti Radovan, 5 je pa itak že sam rekel, da se ne da rešiti, ne? Da pač moramo preživeti z njimi. Okay? Se pravi, to je prvo, to je pritličje. Zdaj gremo v prvo nadstropje. Se pravi, tukaj ste vi, vaša pričakovanja v bistvu determinirajo, koliko bodo ljudje motivirani. Potem imamo drugo nadstropje. Kaj pa, če mi naredi novajo prej? Dajmo narediti novajo prej. Dajte vstati, da se malo... No, zdaj bi jaz želela, da poiščete eno osebo, pa je ne bo nič potreba povedati, če ste koga varali. No, to mene ne zanima. Ne? Ampak dajte se obrniti do te osebe, ki je ne poznate in niste nikoli videli, danes ste jo prvič tukaj videli, in dajte ji povedati. V čast mi je, da sem te spoznala, si eden od najbolj izjemnih ljudi, ki sem jih kdajkoli srečala. Okay? Ne pozabite torej, ljudje se prilagajajo vzorcem motiviranja, ki jih imate vi, in izpolnjujejo vaša pričakovanja. Prav? Gremo zdaj pogledati to prvo nadstropje, no? Ki sem ga že prej najavila. Zdaj ne bomo se ukvarjali z vami, ne, kot vodje, ampak se bomo vprašali, kako razmišlja vaš predmet motiviranja. To se pravi, jaz bom napisala kar oseba, ki jo motiviramo. Okay. Kaj se dogaja pri tej osebi v glavi, ko pač ima neko nalogo, ko pač ima nek cilj, ko mora nekaj doseči? Jaz se ukvarjam s sistemi nagrajevanja in vsakokrat, ko imam kakšnega vodjo in mu moram pač pomagati pri motivaciji sodelavcev, mi je ta prva stvar, ki mi jo reče, ja veš, pri nas je problem sistema nagrajevanja. Jaz ne moram dati nobene stimulacije, zato ljudje niso motivirani. In druga stvar, ki mi reče, ja, ampak veš, naši ljudje si sploh ne prizadevajo za to, da bi dobili motivacijo. So bolj čudni, denar jih ne zanima. In jaz se v bistvu že celo svojo kariero ukvarjam s temi dvemi vprašanji. Koliko je denar pomemben pri motivaciji, koliko tisti denar šteje. In že po tem prejšnjem nadstropju, s tem socialnim pristopom, ki smo ga prej pokazali, so dejansko znanstveniki pokazali, da vaša pričakovanja so bistveno bolj pomembna od denarja, ki ga lahko daste nekomu, zato da pač je motiviran. Recimo, če vzamemo en tak klasičen primer, recimo, da imate neke prodajnike. Kdo vodi prodajnike tukaj, ali kdaj delal v nekem prodajnem oddelku, kdaj kaj prodaja v življenju? Ok, kar nekaj vas je. Prodajnike imate ponavadi en zelo jasen sistem nagrajevanja. Ne? Se ve, če prodaš toliko, je tvoja plača takšna, če prodaš več, je tvoja plača takšna, če prodaš 3-krat več, imaš tako in tako stimulacijo. Je res? Ja? Ne? Ne, kako ne? Kje je bil ta ne? Ok, je zmrknil. Načeloma je tako, mogoče ne dobiš nobene stimulacije, če pač nimajo stimulacije v podjetju, ampak ponavadi veš, kaj moraš narediti za to, da dobiš določeno nagrado. Okay? Ampak niso vsi prodajniki uspešni. Res? Nekateri ne prodajo veliko. Pa ne moramo reči, da niso motivirani, saj je ta denar, saj smo obljubili denar, če bojo prodali več. Zakaj potem jim ne uspe prodati več? Ker so še drugi dejavniki. Kakšen drugi dejavnik? Jaz bom kar tole vzela, kar ste vi rekli. Znanje absolutno. Znanje je pa pomembno predpogoj za tole zadevo. Glejte, ko vi date nekomu neko nalogo, prva stvar, ki si jo ta oseba vpraša, je, ali sem to sposoben narediti. In jaz zdaj pravkar sodelujem v nekem projektu, kjer, bom rekla, vabimo druge ljudi k sodelovanju in nikjer mi ni bilo še tako jasno, kot mi je zdaj pri tem projektu, da največja ovira pri motivaciji in pri uspehu ljudi ni to, da ne vidijo, koliko bojo zaslužili,
Ni to, da ne vidijo, koliko denarja bojo potem dobili, ampak je to vprašanje. Ali sem to sposoben narediti? In nekateri obupajo, zato ker si odgovorijo, mislim, da ne. Nisem dovolj sposoben za to, da bom prišel do nagrade in zato, da bom prišel do take nagrade, ki mi bo veliko pomenila. In zdaj razumete, zakaj vam je Radovan prej rekel, da motivirati ne moreš čarobno palico. In zakaj sem vam jaz rekla, da vam ne bom dala nobenih tehnik motivacije. Zato, ker vse tehnike motivacije se ukvarjajo s tema dvema zadevama. Ne? To se pravi, da človek začne preračunavati, če jaz zdaj premaknem to vodo sem, kaj bom pol dobil? 5 evrov, 100 evrov, en prosti dan, povišico, napredovanje. Razumete? Problem pa ni tukaj, problem je že tukaj. To se pravi, če ti hočeš motivirati ljudi, ti moraš graditi ljudi, moraš vzgajati ljudi, moraš ustvarjati vodje. Ampak ne vodje v smislu človeka, ki bo potem imel 5 pod sabo in jim bo pač razlagal, kaj ne delajo. Vodje v smislu mojstrov, ljudje, ki so mojstrski pri tistem, kar počnejo. To je tisti razlog, zakaj je meni šarma tako blazno všeč. In se mi zdi, taka vzhajajoča zvezda, za njo v Sloveniji nismo še veliko kar slišali, tudi v tujini se zdaj šele zelo dobro uveljavlja, ampak on zelo veliko razlaga o tem, da danes biti vodja, biti voditelj, pomeni biti izjemen, pomeni biti mojster pri tem, kar počneš. In tudi razlaga to, da danes, če želiš uspeti v tem svetu, ki je zelo konkurenčen, ne, ker so razmere zelo težke, lahko uspeš samo tako, da iz svojih ljudi ustvarjaš mojstre, ustvarjaš voditelje. To se pravi, da če želiš ti ljudi motivirati, se ne moreš ukvarjati najprej s sistemom nagrajevanja z nagradami, ali pa zdaj, ker ni denarja, se tudi zelo veliko govori o nematerialni motivaciji. Ne? To je zdaj zelo popularno, vse uprave bi rade motivirali svoje ljudi z nematerialno motivacijo. Ne? Ampak se moraš začeti ukvarjati s tem. Se pravi, z razvijanjem svojih ljudi. Ne? Tisto, kar se dajte zavedati, da velika samozavest, človek mora imeti veliko samozavest, zato, da imaš veliko motivacijo. Če nimaš dovolj samozavesti, hitro obupaš. Okay? Imaš že v štartu dvome, a bom to zmogel, a bo prenaporno. Ne? In če imaš tiste dvome, nam potem ste videli, na začetku smo govorili o motivaciji, smo govorili o vztrajnosti, vztrajnost avtomatično odpade. In trud je zminimiziran. Prav? Tako da dajte si zapomniti, velika samozavest prinaša veliko motivacijo. Potem imamo še zadnji del te hiše. Kaj pride na vrh hiše? Streha. Prav imate, streha pride. Zdaj, veste, streha je ena taka zelo posebna zadeva. In jaz bi mogoče vam razložila, kako posebna s tem, da vam povem eno zgodbo. Jaz sem na začetku svoje kariere, ko sem bila študentka, zelo veliko ukvarjala s pogajanji. Meni so bila pač pogajanja zelo, zelo všeč. In enkrat sem bila v enem takem pogajalskem timu pri enem podjetniku, takem malo večjem, ki je imel neko veliko proizvodno halo in jo želel širiti. In zato, da bi lahko širil, bi moral kupiti eno parcelo od neke sosede. In ta soseda je bila upokojenka, ki ni želela te parcele prodati. In jaz sem takrat bila bolj kot opazovalec, zraven sem 20-letna študentka, 19-letna študentka in sem pač gledala, kako ponujajo, ko je ta podjetnik pač ponujal vedno višjo ceno za to parcelo in na drugi strani ni bilo nobenega efekta. Cena krat 2 je bila že, glede na realno vrednost te parcele, pa nobenega efekta. Potem so poskusili drugo pot, so našli njenega vnuka, ne, ki je bil pa zelo zainteresiran za to, da se ta parcela proda po ceni krat 2. In je še ta vnuk šel prepričevati to upokojenko. In tako so se žonglirali 4 mesece, 5 mesecev. Dokler ni en super pogajalec, so ga imeli v tej ekipi, so šel s to gospo zelo, zelo resno pogovoriti. In je ugotovil, kje je problem. Problem je, da tale gospa je mislila, da je prodajati zemljo greh. In zato bom rekla, čisto vrednostnih vzrokov zemlje ni želela prodati. In ko so enkrat to ugotovili, da je problem, da je zemljo prodati greh, so našli tudi rešitev. So rekli, ok,
vam ni treba zemlje prodati, ampak gledajte, če bomo mi imeli to zemljo, bomo imeli 40 novih delovnih mest, bo toliko družin preskrbljenih, kaj če bi mi to zemljo zamenjali? To parcelo zamenjamo z tisto tam. Vi date nam to, mi damo vam uno. In ni bilo nobenega problema. So v enem tednu rešili problem. Ta zgodba je meni ostala zelo v spominu. Zakaj? Zato, ker takrat sem se po tistih 4 mesecih pogajanj, takrat, ko je ta pogajalec ugotovil, da obstaja ta problem, pri tej ženski, ta problem, bom rekla, vrednot, nam je odprl v bistvu neko novo obzorje. Mi smo kar naenkrat zagledali nek nov svet, za katerega si nismo predstavljali, da obstaja. In podobno je pri motivaciji in pri tej strehi. Če vi ste pogledali eno streho pred 50 leti, 70 leti, največ, kar ste lahko na njej videli, je bil močen dimnik, ne, iz katerega se je kadilo. Ampak, če ste danes nek investitor in gradite neko luksuzno hišo, ki ima recimo bazen in jakuci, dajte mi povedati, da boste to hišo uspeli prodati, še ne bo imela gor sončnih kolektorjev za ogrevanje tiste tone vode, ki jo boste potrebovali za vse te zadeve. Ali pa če bo to, ne vem, ena ful luksuzna hiša z ne vem koliko napravami, ki požre ne vem koliko energije, a boste uspeli to hišo prodati, če ne bo imela recimo sončnih elektrarn ali kakšno drugo zadevo na strehi. Ne? Streha je bila enkrat zelo enostavna stvar. Danes ni več. A boste to hišo uspeli prodati, če ne bo imela unga krožnika za ne vem kakšno satelitsko televizijo, tako in drugačno. Verjetno ne. In tudi pri motivaciji danes streha ni več enostavna stvar. Na strehi se danes dogaja ogromno stvari in problem je, da večina teh stvari, ki se danes dogaja na strehi, so za večino izmed nas, tako kot tista upokojenka v vašem prejšnjem primeru. En nov svet, o katerem nimamo pojma, da sploh obstaja. Da vam dam en mogoče primer. Vsak od nas, ko gre v neko službo, ima s podjetjem neko pogodbo. Je res? Imate pogodbo o zaposlitvi? Roke ne vidim. Imate? Super, ok. Tisto, kar pa vodje večkrat ne vejo, je, da vsak zaposlen v podjetju, tudi vodje, ima s podjetjem še eno pogodbo, ki pravimo psihološka pogodba. V tej psihološki pogodbi imate vi opredeljene vaše pogoje dela, vaša pričakovanja do podjetja za opravljeno delo, ki je predvideno tam v pogodbi. In človek recimo razmišlja, jaz se trudim, bom delal tudi ob sobotah in nedeljah, mi ni problem iti na dopust enkrat na 2 leti, če imam tak in tak računalnik, imam tak in take pogoje dela, si lahko izbiram sam sodelavce, lahko kdaj grem prej iz službe, lahko delam doma, mi ni treba hoditi v obleki, zdaj si izmišljujem. Ampak vsak od nas ima neko psihološko pogodbo s svojim podjetjem, neka pričakovanja, kaj pričakuje v zameno za tisto plačo in tiste pogoje, ki jih podjetje ponuja. Problem je, da to ni nikjer zapisano. To je tako kot pri oni upokojenki, skrita realnost, za katero mi v bistvu sploh ne vemo. In zdaj, da vam jaz mogoče malo pokažem, kaj se zgodi, če ti kot vodja, ker v teh časih pač vsi vodje so nekako nagnjeni k temu, da znižujejo ugodnosti in da v bistvu mogoče tudi ljudi bolj priganjajo, ne, bolj delajo. Kaj se zgodi, če eden od vodij prekrši to pogodbo in recimo vzame nekaj, kar ima oseba v mislih, da ji pripada za trud, vložek, vztrajnost, čas in tako dalje. Se spomnite poroke Williama in Kate Middleton? Ja, ok. Se spomnite tudi, na kateri datum je bila? Dobro, se ne spomnite, edino neumno bi bilo, če bi se spomnili, ampak jaz se spomnim, zato ker takrat se je dogajalo nekaj zelo čudnega. Jaz imam eno sosedo, se imenuje Maja, in dela v nekem razvojnem oddelku. In Maja je bila s svojimi bivšimi šefi ful zadovoljna, služba je bila blazno všeč in je imela tam nek poseben aranžma. Ona dela v nekem razvojnem oddelku, kjer nimajo strank, nihče njih ne kliče, imajo neke projekte in neke termine. In ta njen šef je bil
je zelo prišel na roko, ona ima tudi male otroke, je zelo prišel na roko, da recimo je lahko med poletjem koristila večino dopusta. Kot standard so imeli recimo tudi to, da če je bil pač kakšen dan delovni med dopusti, da so takrat lahko ti ljudje delali doma, ker se je itak vedelo, kaj je treba narediti na projektu in v bistvu šefu je bilo vseeno, če dela tam v pisarni ali če dela doma. In potem še kar nekaj drugih stvari, ki so pač bile njej zelo všeč. Recimo, ne vem, da med poletjem in v petkih sploh ni bilo treba hoditi v Ljubljano, ona je s Postojne doma, tisti, ki se vozite na Primorsko med poletjem v petkih, veste, da je grozljivo, ni pač ena izkušnja, ki si jo želi in je zelo veliko pomenilo, da je v petkih pač lahko delala doma. No, in pride nov šef in pač hoče narediti malo reda, ker pač čas ni bil več taki, da bi se lahko tako zezali. In red je začel narediti ravno tako, en mesec potem, ko je prišel na dan, ko je bila ta poroka od Kate in Williama. In to je bil en ponedeljek, 26.4. Veste, da 27.4. imamo pač mi v tej državi praznik. In takrat so Maja in še pač 6 ali 7 njenih kolegov prosili, da bi ta dan lahko delali doma, tako kot je bilo prej običaj. In ta nov vodja je rekel, veste, ravno ta dan vam ne bom delal, vam ne bom pač omogočil, da delate doma, ker je med prazniki, če želite, vzemite dopust in če ne, pridite delati sem. In so bili presenečeni, malo užaljeni, nezadovoljni in so pač rekli, ok, pač pridemo delati sem, nismo mi nameravali na dopust. In potem sem se jaz z Majo par dni kasneje pogovarjala in Maja mi razlaga, Sara, veš, kakšen klobuk je imela vojvodinja Cambridgeška? In potem mi razlaga, pa veš, kakšno torbico je imela Kamila? Pa veš, kakšne čevlje je imela žena od Camerona? Jaz se gledam, pa Maja pa čakaj, nisi bila ti v službi tisti dan, ne? Kako ti vse to veš? Je rekla, ja, smo gledali poroko. Jaz sem rekla, kako se je? Ja, preko interneta so predvajali. Je rekla, trajalo 3 ure in pol. In sem rekla, kaj so pa tvoji sodelavci rekli? A ne, vsi smo gledali poroko. In sem rekla, tudi moški? Ja, tudi oni so gledali. In potem sem pač šla malo vrtati, ne, zakaj. In potem mi je zelo jasno povedala, ne, glej, mi smo imeli namen delati doma. Tip je mislil, da smo kriminalci in zdaj smo se obnašali tudi kot kriminalci. In smo 4 ure namesto delati tam, smo enostavno gledali poroko. Zdaj, tisto, kar vam želim povedati, je to. On je prekršil neko psihološko pogodbo, ki so jo imeli ti zaposleni. In ti zaposleni so se mu dejansko na tak način maščevali. Vi se morate zavedati, da vodja in podrejeni imajo v podjetju, so vedno v nekem razmerju. Dam, daš. In jaz sem v nekem podjetju zadovoljna, če imam občutek, da dobim toliko, kot dam. Če mi nekdo začne nekaj jemati, potem jaz bom poskušala to uravnovesiti. In če mi recimo Vesna, ki je Vesna? Tukaj. Če recimo Vesna, ki je moja šefinja, mi nekaj vzame, bom tudi jaz nekaj vzela. Ampak časi niso taki, da bom dala odpoved in šla nekam drugam. Ne? Časi so taki, da bom vzela na kakšen drug način. Ne? Tako da bi pač recimo ta šef od Maje je prišel 4 dni kasneje pač v službo z dopusta in je gotovo, da je pač narejeno pol manj, kot bi moralo biti narejeno. Ne? In so mu rekli, da so se zelo trudili. Ampak da ni šlo hitreje. Ne? Toliko, da imate pač malce predstava. Ne? Vsi so bili v službi, veste, vsi so bili v službi in so se zelo trudili. Ne? Poanta te zgodbe je, da zato, da spremeniš ta dogovor, ki obstaja med tabo in zaposlenimi, ki ni napisan, ga ne moreš nikjer prebrati, ga moraš najprej poznati. In če ga ne poznaš in nekaj delaš čez palc, si ponavadi narediš več škode kot koristi. Okay? In zato pravim, da ta streha je danes zelo pomembna postala, zato ker vam ruši temelje. Če tukaj nekaj zgrešite, vam ruši temelje, ustvarja nezadovoljstvo in potem je to, kar počnete tukaj gor, popolnoma nerelevantno. Razumete? Hudič, nažalost, pri motivaciji je danes v detajlih. Da ne bom predolga, mislim, da se nam čas počasi izteka, bi jaz mogoče bi samo še en kratek povzetek naredili. No.
Temelje, se pravi, motivacija je kot hiša. Temelji so odpravite nezadovoljstvo. Dajte pogledati, kateri so vzroki nezadovoljstva v vaši organizaciji, če obstajajo, in dajte te odpraviti. Če ne odpravite nezadovoljstva, je brez veze, da se pogovarjamo o motiviranju kogarkoli. Prav? Potem, ko ste to naredili, dajte se zavedati, da vi ste ključen kreator motivacije v vašem oddelku. Na 50% ljudi vplivajo vaše pričakovanja. Če imate vi prava pričakovanja, bodo ljudje tudi motivirani. Če nimate pravih pričakovanj, se bodo obnašali kot kriminalci in pač bodo delali slabo. Oseba, ki jo motiviramo, na drugi strani, ne pozabiti, da prva točka pri motivaciji za to osebo ni vprašanje, ali bom dobil nagrado, ampak prvo vprašanje, ki si ga ta oseba postavi, ko vi želite, da nekaj naredi, je, ali sem sposobna. Se pravi, ni motivacije brez vodenja, ni motivacije brez razvoja kadrov. Če oseba nima dovolj samozavesti, da misli, da je to sposobna narediti, enostavno bo opustila zadevo, ne bo šla v zadevo. Ne zato, ker misli, da ne bo za to nagrajena, ne zato, ker denar ni pomemben, ampak zato, ker misli, da ji ne bo uspelo. Prav? Potem, ko imate to narejeno, dajte pogledati čez streho. Preden greste v katerikoli spremembe, ki lahko pozitivno ali pa negativno vplivajo na motivacijo ljudi, dajte poskušati ugotoviti, kakšen je ta dogovor, ki ga imate z njimi. Kaj oni pričakujejo v zameno za tisto, kar dajejo. In ne pričakujte, da še boste nekaj spremenili, da bo vse drugo ostalo enako. Če boste vi nekaj odzeli, bojo tudi oni nekaj odzeli. Če boste vi nekaj več dali, lahko pričakujete, da bojo tudi oni več dali. Prav? Tukaj je neko ravnovesje in vsi ljudje to ravnovesje nekako poskušajo vzdrževati. Za konec mogoče samo še eno tako kratko misel. Tako kot vam je rekel že Robert zjutraj, Ličen, motivacija je en velik izziv in je tudi bistvo vodenja. Tako kot vam je povedal Radovan, ni receptov, ni čarobne palice, kako v bistvu lahko motiviraš nekoga. Tisto, kar pa je bistvenega pomena, če vi želite voditi ljudi, če želite motivirati ljudi, tudi takrat, ko boste padli, tudi takrat, ko boste v težavah, tudi takrat, ko boste tistega problematičnega že poskušali na 10. način nekako obvladati, tudi takrat dajte se zavedati, da vztrajnost je tista vaša ključna vrlina, ki jo potrebujete. Največja slabost je, da obupamo. Najbolj zanesljiva pot do uspeha pa je, da vedno poskusimo še enkrat. Tako je rekel Edison. In meni je ta citat zelo pri srcu. Edison jih ima še kar nekaj, ki so v bistvu na isto temo. In mi je všeč, ker ima to razmišljanje v ozadju, da takrat, ko zgrešiš, takrat, ko ti ne uspe, si v bistvu ti en korak bližje rešitvi. Nisi zaradi tega poražen, ampak si en korak bližje rešitvi. Toliko z moje strani.